Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o posledicah energijskega zdravljenja. Večinoma ljudje počnejo svoje stvari in potem jih doletijo določene bolečine in bolezni. Lahko se zatečejo k naši zahodni medicini, ki jim ponuja predvsem terapije z raznimi tabletami, z raznimi operacijami in podobno. Lahko pa se tudi kdo odloči za energetsko zdravljenje. Lahko je to kakšna bioterapija, kakšno reiki zdravljenje, lahko je to kakšna terapija z energetskimi napravami, z pripomočki, torej tehnološko energetsko zdravljenje. In cilj ljudem, ki imajo bolečine in bolezni, je to, da čim prej izginejo fizični simptomi, torej da na telesu ni več opaziti nekih obolenj in da ta človek ne čuti več nekih hudih bolečin. Vprašanje pa je, koliko se je posameznik v tem procesu zdravljenja zavedel, kaj so bile dejanski vzroki za bolečine in bolezni in ali so z temi energetskimi zdravljenji ti vzroki temeljito odpravljeni zavedno. No, jaz že okoli 20 let proučujem te stvari, tudi sam sem trpel bolezni in bolečine in preizkusil razne oblike zdravljenja, vključno z energijskimi oblikami zdravljenja. Pred 7 leti pa sem odkril gibanje Destiny, ki zelo natančno pojasnjuje najbolj globoke in večdimenzijske vzroke za bolečine in bolezni, ki jih izkušamo ljudje. In tukaj se tudi pojasnjuje, zakaj energetsko zdravljenje še vedno ni tista rešitev, ki bi odpravila temeljne vzroke za bolečine in bolezni. Gre še vedno samo za kratkoročno odstranjevanje simptomov. Nekatere bo to začudilo, ker energijska medicina trdi, da je vse energija in da so energije tisti primarni sprožitelji bolezni in bolečin. Vendar pa obstaja še bolj globja plast, kajti za energijami so neenergijski vzroki, ki jih lahko opišemo kot zavedanje, kot odnos. Mi kot bitje, ki smo inkarnirani v tem fizičnem telesu, imamo določeno razumevanje, določeno predstavo, kako deluje ta svet, kdo smo mi, kako deluje celotno stvarstvo, in potem na osnovi tega vzpostavljamo določene odnose z samim sabo, z našim lastnim fizičnim telesom in z drugimi živimi bitji in ljudmi. In ti odnosi, ki so tudi nekako povezani z našim zavedanjem, so tisti, ki potem sprožajo določene energije in te energije potem posledično rušijo energetsko ravnotežje v našem fizičnem telesu in povzročijo bolečine in bolezni.
Nekdo torej lahko z uporabo energijskega zdravljenja odstrani simptome na fizični ravni našega človeškega telesa, ne bo pa s tem še vedno odstranil najbolj globoke vzroke, ki so na tako imenovani duševni ali duhovni ali psihični ravni. Zato recimo pri gibanju Destiny, kjer raziskujemo te zadeve, ne delamo na ponujanju nekih energijskih ali tehnoloških rešitev za ozdravitev človeškega fizičnega telesa, temveč se dela izključno oziroma predvsem na res temu globokemu zdravljenju, na ozaveščanju lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev, zato da postanemo bolj odgovorno bitje, da se zavedamo, kako celotno stvarstvo v resnici deluje, da smo vsi del enosti, da smo vsi med sabo enakovredni in enakopravni, med vsemi živimi bitji, ne glede na to, v kakšnih telesih se življenje manifestira v tej fizični realnosti. In šele, ko samega sebe popravimo, ko popravimo lasten odnos za samim sabo, za lastnim fizičnim telesom in za drugimi ljudmi in živimi bitji, potem smo šele vzpostavili tisto resnično ravnovesje na tako imenovani duhovni ravni. In posledično vzpostavimo tudi energijsko ravnotežje in posledično čez nekaj časa izginejo tudi fizični simptomi na fizičnem telesu, torej bolečine in bolezni. Vabim torej vse, ki si želijo resnične ozdravitve, da ne iščejo rešitev za ozdravitev izven sebe, niti v obliki tablet, niti v obliki energijskih zdravilcev ali energijskih naprav. Kajti potrebno je, da prevzamemo polno odgovornost za samega sebe, da postanemo odgovorna bitja, da gradimo boljše odnose in samo to je tisto, kar bo prineslo resnično ozdravitev na vseh področjih našega življenja, na vseh dimenzijah v celotnem stvarstvu. Za več informacij vas vabim, da se vključite v gibanje Destiny, kjer imamo spletne tečaje in ogromno izobraževalnega materiala, podporno skupino in več, ko nas bo, več ljudi, ko bo resnično odgovorno preobražalo samega sebe, lepši in boljši bomo ustvarili ta svet. Povezave do dodatnih informacij najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala lepa in nasvidenje.